Ljudje danes opravljajo različna dela, absolutno ni več poklic tisto, ki bi te determinirali ali pa opredelili. Ljudje menjajo službe, tudi ne bomo 40 let v istem podjetju, kar je bila mogoče neka realnost naših staršev ali pa starih staršev. In vmes se torej tudi ta zavest o delavstvu, o delavskem razredu, tudi kot takem, nekako zgublja. Prvič, kaj je delo, je problem, ne. Mislim, da je izginil pojem dela iz naših razmišljanj, definitivno, ker se v bistvu ne govori o tem, kaj delaš, kaj si naredil, kaj je efekt tega dela in delovanja, in potem tudi pojem delavca v bistvu enostavno ponikne. Zame je delavka, delavec v bistvu vsak, ki dela, ne glede na to, preko katere oblike dela. Seveda pa vemo, da zakon ne definira tega tako široko, torej če gledamo čez neko zakonsko definicijo, je delavka ali pa delavec samo tisti, ki ima torej delovno razmerje, ki ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, pri čemer pa so na žalost te vse bolj redke, vsaj v Sloveniji, predvsem med mladimi. Večina mladih, okrog 3/4 mladih v resnici dela, ampak nima pogodbe o zaposlitvi. So torej prekarci, po domače povedano. Ampak kot rečeno, mi tudi njih razumemo kot delavke in delavce. Zdaj pa vprašanje, a se oni. In tudi tisto življenje, oprosti, človeka, ki pravi, jaz lahko delam, kadar hočem. Glej, ni res. Ker si non-stop online, veš. To je še en dodatek v prekarnosti, ne. Jaz sem non-stop online. Mene lahko non-stop nekdo pokliče in reče, zdaj si pa tukaj, zdaj pa moraš biti tukaj. Ko greš na razgovor za delo, ti rečejo, veste, ampak morate biti na razpolago. Kaj se hecate? In potem ti reče, kakšna bo plača, minimalec. Veste, to za začetek. Ta začetek je tudi konec, ne. Tako da zaradi tega bi jaz rekla, prepoznam se lahko samo kot prekarc. Pravzaprav delavcev in delavk ni več. Delavskega razreda ni več. Zamenja ga popolnoma nov subjekt, ki je pravzaprav večina prebivalcev, in to so napol sužnji, ki so obsojeni na določen način življenja, ki ga kontrolira kapital, ki ga kontrolirajo drugi, z eno besedo, in ki nima več niti tistih kvalitet, niti tistih težav, ki jih je imel prejšnji delavec iz delavskega razreda. Seveda vsi so svobodni, da pač peljejo bicikle in 30 kil na hrbtu, a ne. To naj bi bila svoboda, ne. In druge svobode, da ste brez zaposlitve, da nimate nobenega upanja, da boste kadarkoli imeli pokojnino in tako naprej. Nekatera dela so pa tako nikakva. So skonstruirana. 3/4 teh birokratskih zadev je skonstruiranih. Zato, da lahko rečeš, da imamo še zaposlene ljudi. Zame to je to, kar Greber pravi bullshit jobs, ne. Ki jih produciraš non-stop, ne. Zato, da rečeš, ljudje lahko delajo. Ma kaki, to ni delo, ne. Ti v bistvu iz tistega nimaš nič. Ne zadovoljstva, ne da bi rekel, da imaš kakšno voljo, ali tisto je mučenje, ne. Ta produktivnost, kateri se vedno teži, je zgrešen pojem, posebej, če je ta produktivnost res vezana samo na nek profit, ki ne bi bil rezultat te produktivnosti. Jaz mislim, da produktivno je, če se posvečamo odnosom, če skrbimo za neko skupnost. Ti v bistvu rabiš počitek, ne, rabiš neko svoj interes izpolnjevati, kakorkoli že, ne, lahko je to branje, lahko je to kopanje, lahko je to vse 4 od sebe moliti. Rabiš vse te stvari rabiš v življenju, ne. Konec koncev si krvav pod kožo, ne. Svoboda bi pomenila, da imamo urejeno življenje, takšno, kakšno si približno želimo, seveda ni nujno, da je niti blizu tega, ampak da se lahko preživlja. Tega pa večina delavcev, novih sužnjev v novem, pravzaprav fevdalnem svetu nima. Jaz pravim, da je najboljša varianta, da ukinemo delo, ne. To je tisto mučno delo, seveda. In da delamo vsi tisto, kar je najlepše in najbolj prijetno in najbolj In je možno. Danes je možno. In to za vse. Zame je
en kup teh del, ki v bistvu so same sebi namen, nimajo več nobene in v bistvu potem je ful smešna zadeva, ko ti rečejo, ni nekoga, ki bi pobiral koruzo. Veste, to delajo stroji. Ne? Če še ne veste, v 21. stoletju to lahko dela stroj. To je noro. Enostavno noro. Ne samo, da je nerealno, ampak je res. To je zahteva, ki prihaja od ljudi, ki hočejo izčrpati čim več sredstev oziroma denarja iz drugih ljudi. Moj tata je rekel, veste, je bil una generacija, tam 33, je rekel, veš kaj, rajše bom en dan razmišljal, pa celo en teden, kako bomo to lažje naredili, kot pa da gremo zdaj delati to tako, da se bomo mučili, ne. In frajer je imel prav, ne. Predvsem si želim sistema, kjer bi govorili o skrajšanem delovnem času, kjer bi unovčili razvoj, tehnologijo, robotizacijo, avtomatizacijo, zato, da bi se lahko osvobodili predvsem težkega dela, težkih bremen in iz tega v bistvu vsi živeli boljše. In če že kdo ostane izven tega lepega dela in lepega življenja, da je to plačano, kot je treba. In da bi to bilo sploh mogoče, bi seveda mogli poskrbeti za pravičnejšo razdelitev dobička, oziroma ne samo dobička, ampak vsega ustvarjenega. Torej pomeni, ne rabimo več dela kovati v zvezde, ne, takega dela, tistega mučnega dela. Je treba spremeniti pogled na delo. Z drugimi besedami je treba ukiniti mitologijo dela. Ni nujno, človekova pravica ni, da živi, kar je delal, kar dela, ampak da živi, enostavno. V bistvu smo ideologijo ustvarili, ker namreč to, kar je zdaj, ne, ideologija se reče vedno leva, ne. Kakšna leva? Najhujša ideologija je tisto, kar se noče imenovati ideologija in kar se nikoli ne imenuje ideologija. Mi v bistvu še vedno mislimo, da zmoremo sami karkoli, ne, ker smo, prej smo bili preveč utopljeni, v narekovaju jaz pravim, v tisto, kar je skupno, ne, to pomeni kolektivno, ne, ker je to bad stvar, ne, to je totalno ajčav, ne, veš, tukaj se moraš odpovedati ne vem čemu vsemu, ne, in na drugi strani imaš individualno, zdaj pa sem lahko jaz sam svoj, ne, pa lahko jaz delam biznis sam, ne. V bistvu ga ne moreš, ne, ker ti tako ali tako konkuriraš multinacionalki, kadarkoli že. In tukaj je potrebno torej vsem tem prekarcem, brezposelnim dopovedati, da samo organizirana sila, ne glede na to, ali je brezposelna ali že dela, lahko torej v bistvu pomaga izboljšati položaj za vse. In tudi nekako preseči te umetno ustvarjene konflikte, ki nam jih želijo vsiliti. Ali je to med privatnim in zasebnim sektorjem, ali je to med delavci in brezposelnimi, ali je to v bistvu med delavci in prekarci. To so vse umetno ustvarjeni konflikti, ravno zato, da bi se razbil ta v bistvu nek družbeni razred, o katerem mi poskušamo govoriti, in zato, da bi se krivili enega za probleme drugega. To, kako se dogovarjati, je pa cela tabu tema. Zakaj? Ker smo v bistvu ta sistem, ki nas obkroža, nas cepi proti temu, dobesedno. Ne? Ker kaj je? Individualnost poudarja na tak način, da to pomeni jaz in nihče drug kot samo jaz. In potem logično, ti dobiš to dimenzijo, ne? Dobiš to dimenzijo in si nesposoben se dogovarjati. Nesposoben. Ja, ravno s tem imamo tudi mi v našem sindikatu izjemne izzive, ker združujemo v bistvu ljudi, ki so velikokrat drug drugemu konkurenca. Če gledamo področje brezposelnih mladih ali pa prekarcev, oni vsi iščejo delo, ki ga ne morejo najti. In med sabo torej v bistvu tudi vidijo ostale delavke in delavce, ki se borijo praktično za iste stvari. In kako zdaj torej njih povezati v kolektivni boj in jim povedati, da rešitev mogoče ni samo v tem, da ti zmagaš, da ti dobiš tisto zaposlitev, ampak da je rešitev res v kolektivnem boju, je seveda izjemen izziv. Veš, ta individualnost je samo slepilo, ne? Če sem jaz posameznik in lahko delam v tem svetu kot one man band, ne? To pomeni, da
sem ne prekarc, ultra prekarc, ker jaz moram biti vse. Ne? Jaz moram biti svoj propagandist, svoj medic, svoj, ne vem, oglaševalec, svoj vse, svoj pravnik, ne? Svoj računovodja. Ma kaj se hočete od mene? Jaz to ne morem biti. To zgazi mojo individualnost v resnici. Jaz sem individualc v drugi dimenziji, ne? Veš, da lahko delim delo z nekom, da lahko delim nekaj z nekom. Takrat sem lahko jaz kot človek, ne? Kot, mislim, lahko uresničim svojo individualnost. Ne? Se mi zdi, da že od časa šolanja smo vzgojeni v ta individualizem, v to, da moramo poskrbeti sami zase, da ne smemo deliti zapiskov z ostalimi sošolci ali pa jim dati naloge za prepisati. Že zdaj se v bistvu mlade vzgaja v to, da se ne pomaga nekomu drugemu in da potem tudi te mladi, ki vstopajo na trg dela, velikokrat pač mislijo, da so res sami odgovorni za svojo situacijo in da se morajo sami znajdati. In kako zdaj preseči ta vedno večji individualizem in ga spremeniti v nek kolektivni boj, je pač izjemno težka naloga v teh časih, v katerih živimo. Ampak ne mogoče. Tako da mi vztrajamo. Govorijo o tem, kje so njihove pravice, vedno zahtevajo državno pomoč, govorimo o Sloveniji. Vedno zahtevajo državno pomoč, čeprav je to popolno nasprotje od kapitalizma, od iniciative, od svobode, o kateri govorijo in tako naprej. Ne? Naj bi država njim plačala, da se bogatijo. To pa res ne gre. To je pa zunaj dobrega okusa in bi enostavno takšni ljudje bi morali bolj molčati. Kapitalizem ni bil nikoli tako močen, kot je danes. In deluje, kot da se bo samo še krepil in stopnjeval. In seveda to samo povečuje razlike. Povečuje razlike med ljudmi, povečuje razlike med tem delavskim razredom in kapitalom. In seveda s tem primarno spreminja tudi naše politične sisteme, naše demokratične sisteme. Ne moramo se pretvarjati, da kapital nima vpliva na demokracijo, ker ga absolutno ima. In s tem determinira v bistvu vsak naš aspekt življenja. Od tega, katere javne storitve obstajajo ali ne obstajajo, do tega, kako smo mi zavarovani kot delavci in delavke ali pa nismo zavarovani, do tega seveda, kako bomo živeli v neki starosti, ko bomo v upokojitvi. Kapitalizem, po mojem globokem, po tem, kar verjamem in vidim, ni za ljudi. Ni niti za živali. Enostavno je škodljiv za celoten planet. In bi res morali to spoznati in se več družiti in več medsebojno izobraževati, da bi spoznali, da ni drugega, kot da se družbeni sistem spremeni. Jaz mislim, da je v bistvu to spreminjanje, opozarjanje, to, da lahko tudi drugače, ne? Ali pa, ne vem, risanje tega, kako lahko drugače, ali pa govorjenje o tem, kako drugače, že veliko delo, ne? Ker v resnici alternativ ne vidimo, če ne slišimo non-stop, ne? Veliko je tega, kar v bistvu javnost morda sploh ne vidi, ampak v delovnih kolektivih, v podjetjih, v fabrikah, seveda potekajo pogajanja med sindikati in delodajalci, torej pač na ravni panoge, na ravni podjetij. Ampak, ker kot rečeno, so delavci danes tudi razkropljeni, ker sploh morda velikokrat ne vejo, kdo je delodajalec ali kako pride do delodajalca, se danes boji bijejo na ulici. Borba pomeni spreminjanje inštitucij in predvsem ustvarjanje novih inštitucij. To je področje, v katerem smo zelo, zelo kvalificirani. Točno vemo, kakšne naj bi bile inštitucije, ki koristijo ljudem. Torej, to ne pomeni, da pač skačeš z puško na nekoga, ampak nasprotno, da počasi z ulično borbo, nenasilno, z demonstracijami, z koraki, korak po korak v inštitucijah in tako naprej, da pač se meje tistega, kar ljudi, ki niso v politiki, ki niso profesionalci, ki niso privilegirani, lahko delujejo. In ja, danes je velikokrat v bistvu nek privilegij biti aktivist, imeti dovolj časa, da se posvečaš tem vprašanjem, zato ker nekdo, ki se komi preživlja sebe ali pa svojo družino,
enostavno nima tega privilegija, da bi to počel. In če bi bilo tukaj neko boljše razmerje, se mi zdi, da bi to v bistvu spodbudil nek razcvet popolnoma drugačne družbe. Morali bi biti prisotni v parlamentu. Morali bi imeti možnost, da vsak dan nekaj sprašujemo v upravnih službah v parlamentu. Morali bi mrgoleti po parlamentu. Pravzaprav morali bi mrgoleti pred parlamentom. Morali bi mrgoleti pred vsemi inštitucijami, pred ministrstvi, v ministrstvih, v pokojninskem zavodu, v zdravstvenih ustanovah. Povsod bi morali biti, spraševati, predlagati, zahtevati, dogovarjati se in tako naprej. To je zame borba. Če samo pogledamo boj za 8-urni delovnik, gre za boj izpred več kot 100 let in so ga takrat seveda dobili, ampak 8-urni delovnik danes ni realno za večino delavk in delavcev. Danes delamo več kot 8 ur. Potem seveda za delavske pravice, kot je torej plača, tudi to ni bilo samoumevno, da si vsi zaslužijo plačo in da mora biti seveda ta plača enaka za vse, da to ni stvar dobre volje ali pa individualne presoje, ampak da za enako delo se seveda mora dobiti enako plačilo. Potem seveda, kaj se zgodi v primeru bolezni, torej plačana bolniška, odmori, torej da se zagotavlja odmor, ne samo dnevni odmor, ampak tedenski odmor, da torej ne delamo več 12 ur 7 dni na teden, ampak da obstaja torej nek maksimum, ki ne bi bilo, recimo vsaj v Sloveniji, 40 ur na teden. In še to torej, ne 7 dni, ampak 5 dni običajno. Potem seveda v Sloveniji zelo močne sindikalne pravice je seveda pravica do regresa, torej do plačila ob dopustu, torej nekega zneska, ki ti sploh omogoča ta počitek. Potem tudi pravice, ki ne obstajajo v drugih državah, torej pravica do povračila stroškov malice in stroška prevoza na delo, starševski dopust. Potem seveda čistko pokojninski sistem, seveda, kaj se zgodi, ko smo prestari, da bi lahko delali, oziroma kdaj je sploh dovolj, da nehamo delati. In pa seveda vse pravice vezano na neko varnost in trajno zaposlitve, na neko predvidljivost, na to neko dostojanstvo, da te delodajalec ne more odpustiti od danes na jutri. Tako da jaz bi rekla, da sindikati so imeli tekom zgodovine izjemno pomembno vlogo. Delavske pravice in socialne pravice niso samo na tem področju, ampak v bistvu danes govorimo o človekovih pravicah in so kot take tudi razumljene. Je pa seveda, kljub temu, da jih imamo zapisane v ustavi, da jih imamo zapisane v zakonikih, da jih imamo zapisane v mednarodnih pogodbah v okviru mednarodne organizacije dela, potrebno vedno znova poudarjati, da so bile vse delavske in socialne pravice priborjene. Nobene niso bile podeljene, za vse smo se mogli boriti in v bistvu se moramo za udejanjanje pravic, ki jih že imamo, boriti tudi danes. Si zamislim družbo, ki bi jo danes imenovala demokratski socializem, demokratični socializem, v katerem bi življenje bilo prva in osnovna kvaliteta. Združevanje bi bilo svobodno v tem smislu, da vse te aktivnosti oziroma enostavno človeško življenje je zaščiteno z družbo, ki v tem smislu financira, podpira, zdravi, šola, odpira poti za kreativnosti vseh vrst in pa dopušča manj ali več vse, kar v človeškem duhu lahko dozori. Razen tistega, kar je vpisano v osnovno družbeno pogodbo, torej ustavo, ki je seveda zasnovana na humanističnih principih oziroma na principih Združenih narodov, deklaracije iz 47. leta. Torej vse to, kar še danes svet ponuja. Ničesar ni treba pozabiti, ampak sreča kot cilj izboljšanja človeškega življenja je nekaj, kar je realno dosegljivo in to naj bi bil cilj demokratičnega socializma. Socializem smo menda živeli, komunizem nikoli ni bil realiziran in zaradi tega jaz mislim, da je popolnoma legitimno, da se govori o komunizmu in o različnih variantah komunizma in kaj vse to pomeni.
Ali je bil realiziran v kakšnih žepkih, morda tudi je v 20 letih nekje prejšnjega stoletja, se mi zdi zelo, zelo grozeče to, da nekateri insistirajo, da je to prepovedana beseda in prepovedan pojem. To je popolnoma nesmisleno. V svojem tem najnovejšem romanu sem si omislila sceno, v kateri v Seneca Falls, to je tisto ameriško mesto, v katerem je rojen feminizem sodobni, kjer so ženske podpisale deklaracijo občutkov, za razliko od deklaracije neodvisnosti ameriške. Zamišljam si sceno, v katerem par nekje v recimo 50-ih, 60-ih letih prejšnjega 19. stoletja pač bere v postelji vsak svojo knjigo in potem ona bere komunistični manifest, ki je pravkar prišel v Ameriko, in potem pa začneta brati skupaj. In ko bereta komunistični manifest, pač se zbudi močna seksualna želja in potem sledi zelo gnjevita ljubezenska scena. Tako si jaz zamišljam dejstvo komunističnega manifesta. Se opravičujem. No, to bi nekako bilo to, kar se komunizma tiče. Anarhisti so res umetniki, bili zgodovinsko umetniki v organizaciji, v planiranju, v projiciranju, v izbiranju ljudi. Absolutno so bili tako uspešni, da je to res izjemno. Anarhistični teksti so prelepi. Književno so v glavnem zelo, zelo berljivi, prelepi, poetični in tako naprej. Praksa anarhistov je pa genialna. Tako da, kar se tega tiče, jaz mislim, da so anarhisti primer, na katerem je treba se učiti, nekako organizirati družbo. Veš, samoupravljanje ni bilo zastonj tako gledano, ne? In tako blokirano. V bistvu tisto je bil trening skupnosti, ne? Tisto je bil trajni trening skupnosti, izgradnje skupnosti. Samoupravljanje je prekrasna ideja, ampak je bila realizirana na način, da je enostavno stranka, partija ohranila oblast in nič drugega. Pravega poguma, da se to spremeni, ni bilo, pravih kanalov ni bilo, niso bili realizirani, ampak ideja je še zmeraj aktivna in dobra. Bi veljalo probati še enkrat. Kaj, saj nimamo. V bistvu tukaj živi 100 ljudi v tej vasi, od teh 100 ljudi jih noben nič ne vpraša, vsako toliko je kakšna nova zadeva, ki vsako toliko kaj Bog se ima, to je vse. Namesto, da bi imel v bistvu zmenimo se, pa se dobimo, ne. Zdaj to delajo v Ljubljani. Takole, tank, ne, iz Ljubljane bomo dali temu, ne vem, Kino Otok toliko sotkov, ne. Mi smo imeli to prej v občini, ne. Veš, to je blizu, to je tam, ne. In če si imel zbor občanov, ja, je potem zbor občanov odločal o tem. Ampak zbor občanov je pomenil zbor občanov v krajevni skupnosti. In so prišli pač vsi ali pa ne. Ampak tisti, ki so prišli, so imeli besedo, ne. In zame je to skupnost, ne. To je izgradnja skupnosti. Da v bistvu imaš odprta vrata, ne da o vsem odločaš non-stop in da non-stop moraš se prastati po glavi, kaj bo zdaj s to vodo, kaj bo zdaj z ne vem čem, ne. Te lokalne stvari, ne, bi verjetno morali biti na lokalnem nivoju, potem imaš možnost izgradnjo skupnosti. In to je v bistvu zame idealno, ne. Da v bistvu imaš odprta vrata in možnost se pogovarjati o tem, kaj bo z mojimi pogoji preživetja. Recimo ta Greater London je posebej zanimiv in sploh ta socialistični projekt v Angliji je zelo zanimiv, ker je v obdobju thatcherizma uspel z eno idejo, ki se nam danes zdi popolnoma nerealna. In to je, da je kultura osnova materialne blaginje. To je pomenilo to, da v najbolj revnih krajih, pokrajinah se naredijo inštitucije, ki jih seveda država financira, ta kulturne inštitucije, v katerih se bodo tisti, ki so socialno najbolj ogroženi, zaposlili. In s tem pridobili določen status, ki podrazumeva tudi
dodatno izobraževanje in vse ostalo. Tako so recimo v Bradfordu, ki je absolutno najbolj revno mesto v Angliji bilo. Torej, v tem mestu, ki nima nobene tradicije razen bede in groze, so zgradili filmski muzej Britanije, Velike Britanije. Ne da bi to bilo kakorkoli povezano z mestom, ampak ideja je bila ta, da to postane nova tradicija, da se ljudje zaposlijo, da se zanimajo za film, da sedijo tam, da se poučujejo. In seveda je to v zelo kratkem času postalo res nekakšna seminalna ustanova, ki je potem rojevala nove projekte in nove ustanove in tako naprej. Ampak veliko ljudi je doseglo tisto, kar je smisel družbe, in to je, da so srečni v družbi. To je edini smisel, kaj drugega, ne? Življenje in sreča. Ne, ni podjetje, ker če ostane pri tem, da je podjetje, potem to ni v resnici zadruga, ker veste, tam obstaja neka načela zadružnega sodelovanja, ne, ki dejansko presegajo samo podjetniško varianto, ampak na nek način oblikujejo neko skupnost. Tako da zadruga je predvsem oboje, ne. Ti si v vsaki zadrugi, tisti, ki ima premoženje, ali pa tisti, ki nima, solastnik in soupravljalec. Ti odločaš o vsem v tej zadrugi, ne. Medtem ko v podjetju odloča lastnik. Mi rečemo, kmetijske zadruge so znane in poznane in to je to, ne. Ampak imaš prevajalsko zadrugo, imaš, ne vem, to stara roba, nova raba, ki je v bistvu na nek način rehabilitacijska zadruga bila, ne. Vse te zadruge, ki nastajajo, rabijo proizvesti neko delovno mesto, neko varnost tem ljudem, ki so tako prekartičene, ne. Te italijanske, ki so gledališčniki, so točno zaradi tega jih naredili, ne, da imajo sklad za bolniške, da imajo sklad za slučajno, ko jim upade produkcija, letna produkcija, ne, da skupaj delajo to. Ne, da to vsak posebej kot, ne vem, režiser, igralec, bla, bla, ampak da skupaj to naredijo. Tudi drug drugemu najdejo delo, tudi drug drugega promovirajo, ker to je point, ne. Ti v bistvu sam sebe težko promoviraš. Ne, če si čist običajen, če nisi nabilden s temi podjetniškimi monadami, ne, se težko promoviraš, definitivno. In čim se ti težko promoviraš, potem pomeni, da to delegiraš nekomu drugemu v zadrugi. Kadar je vse mučno, potem si to razdelijo, zato da je čim manj časa tisto mučno in tako. Tako da približno v tem stilu delajo vse te nove zadruge, ne. In še ena stvar, ki je v zadrugi skoraj nemogoča, in to je bilo v združenem delu, to se reče v tistem bivšem sistemu tudi tako. Največja razlika v firmi, tam je bila sedemkratnik najslabše plače v firmi. No, v zadrugi je tam 5-kratnik, zna biti tudi 7-kratnik, ampak to je to. To je tisto, kar je skupno v bistvu. Izgradnja nekega skupnega, te zadružne. Sej ni zadruga ultimativna varianta, tukaj je edino možno in to je edini možni način, ne. Vendar mislim, da je v bistvu dosti bolj izpopolnjujoč za posameznika, kot je to, kar imamo zdaj, ne. To je definitivno, gotova sem, da je tako. Veš, v zadružni sceni imaš eno regulo od teh 7 in ta je izobraževanje, ne. Ti v bistvu, kot, če mi boš ti rekla, jaz sem zdaj enim napisala, ja, mi bi radi imeli zadrugo. Sem rekla, ja, brez izobraževanja nima smisla niti, da se je lotite. Zakaj? Če ti misliš, da boš se naučil biti član kar tako, zato ker si podpisal pristopno izjavo, ja, ne gre, ne. V bistvu vsi zadružni sistemi po svetu imajo to kot eno od tistih glavnih točk. Ti se moraš naučiti biti zadružnik. Ker dejansko je to najhujši problem. Ni zadruga, ni konstrukcija, ni organizacija dela, ni kako delovno mesto. Ne, to so malenkosti. Proti temu, kar je
ta break, ki ga moraš narediti, da si pripravljen slišati drugega. No? In kaj je tista točka skupnega, veš, da jih znaš fokusirati. Ne? Ja, ampak to je zaradi te, v bistvu našega psihološke zavrtosti. Ne? Tako da ti rabiš en čas. Univerzalni temeljni dohodek podrazumeva priliv sredstev, ki je možen samo v visoko industrializiranih državah oziroma v visokem in bolj poštenem kapitalizmu. To pa ni perspektiva, ki bo držala. Tako da za začetek, ja, eksperimenti so možni, ampak mislim, da ga je treba korigirati. Ker nikakor pa ta UTD ne sme nadomeščati dostopa do javnih storitev. In velikokrat se ga poskuša izrabljati ravno na tak način, da se bodo dobili nek UTD in zato ni potrebno imeti več brezplačnega izobraževanja ali pa brezplačnega zdravstva ali pa kakršnihkoli drugih javnih storitev. In tukaj mislim, da bi šel ideja UTD-jev v izjemno napačno smer. Meni pomeni to, da si plačan za vse, kar počneš kot človek. Ne? Konec koncev vsak od vas nekaj dela, kar ni plačano. Ne? Ja, univerzalni temeljni dohodek je točno ta ideja, ki bi morda razbremenila delavke in delavce tega pritiska, da morajo sprejeti tudi slabe službe, slabo plačane, nevarne, nedostojne delovne pogoje. Univerzalno zame pomeni svetovno. Ne? Tako da vsi ti eksperimenti, ki so bili do zdaj, so premalo. Ne? Bi pa bilo zelo zanimivo en eksperiment v neki državni sceni imeti, ne tako na malo, kot so imeli Finci, malo bolj konkretno, in Slovenija je super primerna zadeva za to. Iz česarkoli bi financiral, dobro, jaz bi sicer vzela unim, ki imajo visoke profite, ne, logično, in bi rekla, lejte, plačajte enkrat davke, potem od države ne zahtevajte nič, delajte posel na svojih ramenih, ne na naših, ne, ker kaj je, danes tudi UTD imajo, ja, ima kapital UTD, ne. Ti lahko dobiš zelo ugodne kredite za marsikaj v tej kapitalski sceni, ne. A lahko mi, torej. Osnova nove politike je feminizem, ki podrazumeva ne samo pravice žensk, to je preveč ozko, ampak pravice vseh, ki so bili drugi. Kadarkoli, kjerkoli. To je feminizem. Ne? Razlika med žensko delavko in med moškim delavcem se vidi potem, ko se upokojita. Ona zmeraj dobi manj. Torej, situacija je popolnoma drugačna, patriarhata je pravzaprav veliko več, seksizmov je veliko, veliko več, to vidimo v zadnjem letu, ta neverjetno povečanje škandalov, ki se tičejo tega, zaradi tega, ker zdaj ženske več govorijo. In feminizem se stalno mora boriti za zadeve, ki so prežvečene, dolgočasne, vsi jih znamo na pamet, pa moramo že spet dokazovati, moramo se že spet boriti. To je problem feminizma, ampak na drugi strani pa to ni slabo, če mislite na nove generacije. Ja, naj gremo vsi še enkrat, da se vsi naučimo še enkrat, pa še enkrat, pa še enkrat. Ja, to seveda upočasnjuje feminizem, ampak feminizem svojo odprtostjo, svojim priznavanjem pravic, ki se rojevajo iz drugih pravic, ki nastajajo iz že obstoječih pravic in nepravičnosti, ki se tudi rojeva, feminizem kaže, da je sposoben prenavljanja in to je ključno. Humor v političnem gibanju, kot ga recimo zamišljamo danes, obeta prostor svobode. To seveda velja za kvaliteten humor, da se razumemo, ne za prostaški humor, ki ni humor. Ne za svobodo zmerjanja, ne za svobodo posmevanja, nič takega, ampak humor enostavno bi moral določeno skupnost pripeljati do tega, da vidi svoje napake. In je v tem zelo efikasen, verjetno najbolj efikasno sredstvo nasploh, da se pač vidijo napake. Torej, če hočete imeti samokritiko, potem pozabite tisto resno samokritiko in se ukvarjate s humorjem, bo veliko lažje za vse. Se spomnim svoje vezenine, na kateri je bila glava ženske,
glava moškega, kolo in riba. In je potem bil izvezen tekst, ženska brez moškega je kot riba brez bicikla. Torej, mi smo ironizirali položaj ženske, ki naj bi sedela doma in nekaj delala, ne. Večina teh žensk so bile zaposlene in so bile, dajmo povedati odkrito, so bile karieristke, so pač negovale svojo kariero in svoje znanje, ampak so se enostavno odločili, da v določenem trenutku imajo svojo zabavo. In ta zabava je bila uspešna in pač smo se družile in seveda iz tega je nastalo nekaj predstav, nekaj dokumentarcev, nekaj tekstov. Torej moram reči, da je to kreativno delovalo kot začetek verige. In na to sem zelo ponosna. Torej, takšne zadeve pa res lahko prirejamo kjerkoli, kamorkoli, kadarkoli, ne da bi skrbeli za pravila, ne da bi skrbeli za karkoli drugega, kot da ironiziramo določene pojave v družbi. Taka, ki bi dala prednost interesom ljudem in okolja in ne interesom kapitala. Taka, kjer delavci ne bi bili blago, ki se prodaja, torej za nizko mezdo, ampak bi delavke in delavci v bistvu seveda imeli moč odločati o tem, kaj bodo delali, kako bodo delali, za kakšno ceno bodo delali. Ker torej ne bi bili podrejeni kapitalistom, ampak bi bili oni tisti, ki bi torej ustvarjali. In predvsem v današnjem svetu družba, kjer ne bi bilo treba delati cele dneve in ker tvoje delo ne bi determiniralo vse, kar si in kdo si in kako zaradi tega živiš. Ko bomo to razumeli, ko bomo razumeli, da proizvajanje ni več tisto, kar nam je potrebno, ampak je preživljanje nova kvaliteta, ki jo treba izboljšati, ki jo treba narediti res udobno, prijetno, toplo, zanimivo za vse ljudi in tako naprej. Ko se ti pojmi spremenijo, potem pa seveda preostali kapitalisti ne bodo uporabljali poezije, da opišejo svoje skrite želje. Tako da da res presežemo tako meje, nacionalne meje, kot v bistvu te razlike, ki so v svetu. Da ne bi več obstajale države tretjega sveta, kjer ni nikakršnih delavskih standardov in jih lahko izkoriščamo za privilegije razvitega sveta. Da se torej v bistvu nekako napredek začne meriti z drugačnim indeksi, kakor se meri danes. Brez socialno utemeljene sreče kot kvalitete, ne ameriški san ali pa druge neumnosti. Ne, jaz sem srečen, ker jogiram in zeniram in vse ostalo. In sem srečna, ker sem imela plastično operacijo. Ne to. Ne delati na sebi, nasprotno, delati na drugih in z drugimi. Ta oblika veselja in sreče je nekaj, kar potrebujemo in se učimo. Jaz mislim, da ljudje bojo vedno ustvarjali, ljudje bodo vedno želeli nekaj delati. Jaz tudi mislim, da če se uveljavi UTD ali pa če se uveljavi skrajšani delovni čas, bojo ljudje ta čas zapolnili bolj kakovostno. Bojo mogoče bolj skrbeli za svoje zdravje, za svoje dobro počutje, za odnose, za mentalno zdravje konec koncev. In hkrati mislim, da bi mogoče postali bolj kreativni in bolj ustvarjalni. Domišljija naj bi bila osnovna kvaliteta državljana, ki je zaščiten, ki lahko preživi, ki je zdravstveno osiguran, ki je izšolan, kolikor hoče, ki bere, kolikor hoče in ki svoj svobodni čas uporablja, kakor hoče. Ne? Ker saj vemo, nekateri ljudje so veliko bolj koristni, če niso zaposleni. Če mislijo. Mišljenje je kvaliteta, ki danes tako manjka, da sem res začudena, da nihče ne misli o tem, kako bi omogočili več premišljevanja. Ne? To je pa nekaj, kar nam grozljivo manjka.